Avtomobile znamke Mercedes-Benz kupujejo predvsem starejši. Te kupce bi seveda radi obdržali, a obenem dobili še tiste mlajše kupce, ki so doslej pogledovali proti drugim premium znamkam. To so bile pred kratkim besede zaposlenih pri Mercedes-Benzu, natančneje ob predstavitvi prenovljenega razreda C. Ampak naj vas ta kupejerska oblika ne zavede. Tule znotraj se ne boste počutili utesnjeno, kot običajno zaradi nizkega vetrobrana velja za kupeje, prostora je namreč veliko. In tudi karakterno ta avtomobil ostaja pravi Mercedes, kar pomeni, da se sicer dovolj čvrsto lahko pelje, a od njega hitre vožnje ne boste pogosto zahtevali. Če vas BMW-ji vabijo k hitri vožnji, ostajajo Mercedes-Benzi umirjeni. Zato si mlade bolj predstavljam v takšnem C-kupeju z le dvemi vrati na boku in precej bolj položeno bočno silhueto. In ta vas tudi ne bi smel razočarati tako kot CLC, ki je slonel na platformi prejšnjega razreda C. Zato boste bolj kot dobro uglašeno podvozje in dobro lego, pa tudi dobra sprednja sedeža, cenili odličen samodejni menjalnik. Ta s 7 stopnjami svoje delo že vrsto let opravlja v večini modelov in je dober. Dovolj hiter, ko je treba, in predvsem dovolj uglajen. Večini bo zadostil tudi takšen dizelski agregat 125 kW, ki je sicer malce robata, zvezno vleče in porabi pohvalno malo. S pomočjo sistema Start and Stop in programa Eco se je testna poraba ustavila pri 5,8 litra, kar je odlično. Odlično predvsem zaradi narave in ne toliko zaradi varčevanja, saj obstaja precej cenovno ugodnejših alternativ. Takšen C-kupe stane 45 000 evrov, pa ni posebej bogato opremljen. Še ksenovskih žarometov nima, kar pri takšnem znesku že skoraj neverjetno.